Dober večer, čeprav sem bolan in zgledam kaj ena ofucana stara kuhinjska krpa. Ne moram, da sem tih in da ne spregovorim o enemu kripto trade. Javite se mi vsi tisti, ki ste nasedali na to, ne bom nobenega javno izpostavil. Res me zanima, koliko ljudi je dejansko poslal pa je da 2 jurja temu modelu na Binance account, da vam daje neke dojave ali ne vem čez kaj, da vas voče, sam ne vem točno kaj je bilo. Kontaktirala me ena ženska in rekla, da je Laura Beranič objavila story in da garantira, da je to 1000% in ne vem kaj. Kdo še naseda bivšim tekmovalcem sanskega moškega, da so kriptoguruji? Mislim, da ste normalni vi sploh. In ta punca, ki me je kontaktirala, mi je rekla, da je Laura rekla, da celo pomaga temu kriptotraderju, kriptotrade profilu, da odpisuje, ker mu toliko ljudi piše in toliko ljudi hoče nasvete dobiti. In potem se tako opečete, popušite 2 jurja in rečete, da je kriptoskem. Pa ni kriptoskem, vi se naivno spuščate v ene posle, verjamete vsakmu, ki vam neki obljub na prazno. Sploh ne veste, kdo stoji za enim profilom. In potem še zaupate eni Lauri. Pač nič nimam proti Lauri, jaz razumem, da je ona obupana, pa da rab denar in pač da se hvata vsake prilike, da vzame kakšen evro in pol obljublja vse in svašta. Ampak ne, kdorkoli za tem profilom se je konkretno oparil. Zjavite se mi, prosim, vsi, ki ste vložili tja denar. En star balkanski pregovor pravi: dok ima ovaca, bit će i vune. Uglavnom, hočem vam povedati, da spuščite se premišljeno in previdno v razne investicije, pa ali je to kripto ali če je to kaj drugega. Ogromno je ljudi, ki so lačni, ki so pohlepni, ki vam bodo obljubali vse živo, samo da se okoristijo na vas. Isto je z Lauro. Meni je res žal, da so tudi njo nategnili, da je šla prodajati te zgodbe. Ampak ja, še zmeraj čakam, da se mi javite v čim večjem številu, tako da, če poznate koga, ki je bil nategnjen, mi prosim pošljite. Opazil sem, da sem dvignil ogromen prahu s tem, ko sem omenil vse te punce zdaj iz sanskega moškega. Ampak tisti, ki me poznate, veste, da ne moram biti tih. V glavnem, kdorkoli je že za tem profilom kriptotrade, njemu dam kapo dol. Pač on je skemer, spelo je to na genijalen način. Vprašanje je, če bodo kdaj izvedeli, kdo je to. Ampak kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati, da ljudje, ki so začeli spremljati sanskega moškega in slediti vsem tem ženskam, ki so prišle izključno tja zaradi enega samega razloga, in to je, da si pridobijo čim večjo gledanost, prepoznavnost, followerje in tako naprej. Se potem, ko pridejo ven, dobijo ogromno enih ponudb od raznih podjetij za sponzorstvo. In na začetku imajo dobre, zanimive sponzorje, take, ki so pripravljeni plačati tudi več za to, da promovirajo svoje izdelke pa storitve, kakorkoli. No, ko enkrat te ljudje ratajo že nezanimivi, ki reklamirajo že dobesedno vse, pride pol do ene ful zanimive situacije. Pol so tako kot one, da mi izvinete, one prostitutke, ki so že dostopne vsakmu in ki jih je že vsak ponudil, in pol tudi cena pade. In so pripravljene delati za
veliko manjši denar. Zakaj? Zato, ker one so zdaj občutile to slavo. One so videle, kako na lahek način prijeti do nekega denarja s tem, ko promovirajo stvari. In ko se enkrat navadijo na ta način življenja, da na guzove vzemajo denar s svojimi objavami na storjih in promoviranja bilo česa, potem je težko iti iz tega. Potem jim ego in ponos jim ne dovoli, da bi one šle delati zdaj, ne vem, v Hoferja, Lidla ali pa da bi delali nekje pač kjerkoli, da jih ljudje ne vidijo in rečejo, olej, ta je bila včasih influencerka, zdaj pa propadla, zdaj pa dela na blagajni tam ali pa ne vem, zavija tam Big Mace v McDonald'su, v kuhinji. Ja, in pri teh ljudeh je pol ta problem, ko začnejo dobesedno sprejemati vse živo in promovirati vse živo. In vsi tisti, ki so naivni, ki vidijo v njih neke pametne ljudi, začnejo pač nasedati njihovim objavam in naivno se spuščajo polo ene take stvari, kjer jim nekdo obljublja masne zaslužke. Ampak istočasno se te influencerji ne zavedajo, da so lahko za take stvari kazensko preganjani. In dokler se nav ena od njih usrala od robije, plačala kakšno masno kazen sodišču in odškodnine vsem tem ljudem, ki so bili nategnjeni, po drugi strani si zaslužijo biti nategnjeni, brez zamere, ampak če ste pač toliko naivni, to je vaš problem. Ampak dokler se ena od njih nav usrala od robije in šla odsedeti svojo kazen na ig, se pač ne bo nič spremenil. Zakaj? Zato, ker bodo še zmer to delale in jih boli kurac, ker so navajene so živeti ta influencerski life in izkoriščale bodo vsako priliko, tako da bodite previdni, lepo vas prosim. In seveda se najdejo tudi taki, ki zagovarjajo oziroma opravičujejo dejanja Laure, Nine in te Carmen, ki so promovirale ta kriptotrade, da so one tiste, ki so bile nategnjene. A bejž, ja 300 kosmatih je bela cesta. Prmej duša, ali kakorkoli že, da ne preklinjam preveč. One, polnoletne punce, zato ker so dobile denar na slepo od nekoga, ki ga sploh ne poznajo, ali pa mogoče ga poznajo, who knows. Da so promovirale neki tazga in ker so dobile denar, zato so rekle, ta nam je plačal, ja to pa ziher ni nateg, čim nam je plačal, zato da mi na storjih garantiramo, da je neki 1000% res in da tukaj ni nobenega natega in da bomo iz 2 jurja naredili 40 jurjev. Jebem ti šej, kako se to lepo sliši, to je ziher legit. Sunce, da ne psujem brez veze. Profesionalna ekipa, zadeva je varna. Karkoli vas zanima in pišite na Instagram, vam bojo prijazno odgovorili. Ne rabite vedeti nič o kriptovalutah, oni vas bojo peljali čez vse to in vam zadevo razložili. Pri 1000 evrov vložka, naj povem še to, je vaš zaslužek 280 evrov tedensko. Nina prav, da je zadeva varna kot preluknjen kondom. Ja seveda, Nina, ne rabaš pa nič vedeti o kriptovalutah. Ja logično, ker če vedo vsaj osnove, pa malo se spoznal na kriptovalute, ne bi šel v ta scam. Točno tako, oni te prijazno vodijo čez cel postopek, dok te ne klepe po ušima in pol ti rečejo, hvala Nina, super si se odrezala. Nina, crno se ti piše. Pa jutri bomo tudi spet malo več povedala o kriptovalutah, kriptotrade, ker skoraj dnevno dobim vprašanja o tem in vam jutri več povem. Pri meni deluje vse tako, kot mora biti, kot sem že rekla, sem res zadovoljna, tudi s to kartico plačujem v vseh trgovinah. Ja, draga Carmen, pa ti uporabljaš več mašil, kakor imaš las na glavi, zato da uvališ folku tale levat od kriptotrada. Edina stvar, ki je bolj fake od kriptotrada, so tvoja usta. Čestitam, draga. Kolikor si jih ti napeljala noter, verjamem, da si s to kartico, kamor ti je bil nakazan denar oziroma provizija od tega levata, si lahko prvošla še kakšno dodatno operacijo,
kaj bo pa potem, ko te enkrat več ne bo? Ja, siguran boš šla v rumen kontejner za plastiko, zato da recikliramo odpadke, tako kot se zagreje. Carmen, in tebi se crno piše. Čisto vsem še verjetno nisem odgovorila, zato bom zdaj tu povedala še enkrat postopek glede tega projekta, o katerem je zdaj govora. In sicer CryptoTrade je postal partner z enim žetonom, ki še ni na borzi in zato ima zdaj žeton 10 do 20 krat manjšo vrednost, kot pa imel, ko bo na borzi. Se pravi, tisti, ko bojo vložili zdaj do srede, se pravi 2 dni, še danes in jutri, samo imate čas, da se odločite, če ja ali ne, mest več ni dosti, boste do 20. ali 13. januarja prejeli 10-kratnik tega zneska, se pravi 20.000 evrov, lahko pa da bo vrednost tudi se 20 krat poduplirala, kako naj rečem, in bo izplačila 40.000 evrov. Laura, ja, ona mi je pa najbolj simpatična od teh treh. Laura se je še najbolj potrudila, probala to s svojimi besedami razložiti, da bo to 10-krat, 20-krat to, kar so pač vložili ljudje. In enostavno te punce imajo srečo, da ne bojo mogle dobiti več kakšno pogojno kazen. Je pa res, da če sodišče izda navodilo, da treba plačati kazen in izplačati oškodovancem zneske, ki so jih vložili v to, ker ste pač ve garantirale, pol zna biti kar problem, ja, pol pa se bodo hitro cepale nadure v Meku, Lidlu, Hoferju, kjerkoli boste pač že delale punce. Tako da jaz vam želim vso srečo in da se ne spuščate več v take stvari. Pa ta izraz pri njih mi je najbolj simpatičen. Zagotavljam 100%. Pa s čem ti zagotavljaš, majke ti? S čem? S čem? S čem ti zagotavljaš? Odkje tebi kritje, da nekomu zagotavljaš karkoli? 2000 evrov, samo za eno osebo, pa koliko je tega folka nategnjenega? Kako vas ni sram, da sploh pomislite, a kamoli izgovorite besedo zagotavljam vam? To so težke besede. Jadnice ene, kukale vam majke. A ja, moram še pokomentirati seveda ta Neumann Wallet, ali kakorkoli se mu že reče. Tudi Heidi pa Anže sta to reklamirala in še zmer reklamirata kakorkoli. Par prijateljev mi je tudi to poslal. No, tukaj je zadeva malo drugačna. To je pač malo bolj deep shit ponzi schema, ker je ogromna masa novih uporabnikov vsakodnevno, je pač možno izplačevati tiste ljudi, ki si pač hočejo nek dobiček že izplačati. In to bodo počeli, dokler se ne bo taka masa ljudi začela pol usuvati in s takimi vložki, da se bo pač ustanovitelj tega enkrat odločil sam vse skup zapreti, pobasa denar in poste dejansko popušilika. Tako da eni bilo, da boste imeli srečo s tem, ampak večina bo jokala. Zdaj sem uslala v čist zasut inbox in sem tako čakala, kaj je to. Na koncu sem ugotovila, da bi vse pošiljati iste storije. Ful vesela, da se je še kdo drug odločil spregovoriti o tem, da... Moram pa še povedati to, ker zadnje čase je res tega vedno več, mislim, so se ljudje, ki ima 5 minut časa, se že vsak spravlja kao na nas influencere. Glejte, prvo kot prvo povem, jaz ne živim od tega, meni to ni glavni vir dohodka, tako zato eni napihuje ono tretjo. Glejte, pač meni je to fajn, malo hobi, malo zaradi tega, ker pač vidim, da je odziv, da ljudje imate to radi in če komu ne paše, se pravim, dobenega v nič ne sili nikoli. Mi smo pač tukaj, da vam povemo, vam predstavimo, odločite se pa vsak za sebe. Tako da res še enkrat polagam roko na srce, dobenega nikoli ne sili. To je stvar posameznika, tudi jaz se za vse sama odločim, ali bom delala to, ali ne bom delala to, ali bom kupila to, ali ne bom kupila to, tako da jaz ne vem, zakaj je taki hejt. Zakaj je to taki hejt postal? Zdravo, Carmen. Naj te razsvetlim. Nimam samo 5 minut časa, imam 24 ur na dan. Sem zelo svoboden človek, delam stvari, ki me veselijo
In se tudi ukvarjam s stvarmi, ki me motijo, ki se dogajajo v naši družbi in ljudem, ki imajo zaupanje v svoje influencerje, kakorkoli bomo temu rekli. V glavnem, kar se tiče tebe in tvojega novačenja s tem CryptoTrade levatom, moram reči, da imaš prav, ko si rekla, da se vsak sam odloči, kaj bo naredil, da se nobenega ne sil. Tako, kot se tebe ne sil, da potegneš črte, ki se ti narišejo na krožniku ali pa na mizi, ampak sama od sebe prva prisloniš glavo, da potegneš ta najbolj debele dve. Zaradi takih stvari te ne moram obsojati, niti te ne želim, ker tudi sam nisem popoln. Sicer ne konzumiram takih in drugačnih substanc in ne moram tudi tebe obsojati, sploh pa ne moji znanci, ki so mi pripovedovali zgodbe, ki so se vam odvijale. In so te tudi pohvalili, da ne boš mislila, da te ljudje sam kritizirajo, baje se dobro guziš, tako da nisem probal, niti ne želim, ker si mi antipatična. In ko mi je nekdo antipatičen in ko vidim še, da nagovarja folk v take stvari, zato da se samo korist, bolj še bolj jezen ratam in se čutam dolžnega govoriti o taki problematiki. Hvala, Karmen, in lahko noč. Zakaj je to taki hejt postal v zadnje čase, ali je res toliko fałšije, toliko nevošljivosti med ljudmi postalo, če pa jaz se nikoli ne brigam, kdo dela, s kom dela, kaj si kupil, kaj nisi kupil, pa zakaj je to moj problem? To ni moj problem, jaz se za sebe brigam, vsak se naj za sebe pobriga, mislim, v čem je problem postal, da je toliko tega hejta postalo. Potem, in kao mi, sanske, ženske, influencerke, ne vem kaj vse, si iščemo followerje, pa dajte, no, ljudje božji. Pa vi si iščete na nas followerje, zato da z nami naredite neko sceno, ker veste, da boste dobili followerje. Mislim, še enkrat povem, jaz ne živim od Instagrama, meni je pač to postal moj del življenja in je pač mi neki hobi postal in ne vem, v čem je problem, dajte, no, brigajte se že. Ja, ne živiš od Instagrama. Tebi je to hobi. Hobi ti je povedati, kam da ljudje vlagajo denar in da jih napotaš na ta prav naslov, kamor jih nekdo naguzi, nategne. In polka se ljudje začnejo obračati in iskati svoj denar in kje je njihov denar, ki jim je bil odvzet na tak neumen način. Potem se že brigaš zase, potem hočeš, da se tudi drugi brigajo zase. Vse drugi se brigajo zase in za svoj denar, veš, Karmen. In včasih je treba stati za svojimi dejanji. Zanimivo mi je pa, da ne omeniš, o čem točno je govora. Nagovarjaš ljudi, kot da se nekdo vtika v neke druge stvari, ki se ne tičejo sploh nas. Tičejo se, pa še kako se tičejo te stvari vsazga, ki danes mogoče za €1 vlaga v tak projekt. Tako da, Karmen, bodi odgovorna.